Pozdravljeni! Ponavadi v prispevku pred kvalifikacijami si tudi pogledamo tisto razmerje moči, katero izhaja iz prvega in drugega prostega treninga. A tokrat ne bo tako, kajti odpadla sta oba. Zakaj in kakšne zanimivosti smo vseeno videli pa v nadaljevanju. Najprej moram poudariti, da je bila moja vremenska napoved totalno zgrešena. Viri, kateri sem zaupal, so napovedovali možnost sploh tam okrog časa drugega prostega treninga in padavine, če bi do njih prišlo okrog milimetra, kar je po mojem osebnem mnenju znosno. A kar se je zgodilo v resnici, je bilo bistveno hujše. Videli smo res močan dež in meglo. In ta dva razloga sta bila tudi odgovorna za to, da je odpadel prvi in drugi prosti trening. Uradno tudi zaradi tega, ker helikopter ni mogel poleteti. In to je eden izmed tistih varnostnih mehanizmov, zakaj lahko prekličajo proste treninge, ampak tudi dirko oziroma kvalifikacije. Nekaj takega smo videli na primer v lanski sezoni na veliki nagradi Japonske in če smo pravzaprav malce iskreni, tudi datumsko smo precej blizu tistemu, kar smo videli na Japonskem, čeprav se nahajamo na drugem koncu našega globusa. Seveda, to, da je odpadel prvi prosti trening, je tudi pomenilo, da ne Mick Schumacher in ne Callum Ilott ne bosta debitirala v dirkalnem vikendu Formule 1. Mnogi navdušenci, vem, ste to pričakovali, a mislim, da bosta oba prav kmalu dobila drugo možnost. Nekateri ste me že vprašali, kaj se bo zgodilo s tretjim prostim treningom. Mogoče ga bodo lahko podaljšali, a podaljšali ga bodo tako, da bodo njegov začetek prestavili naprej. Namreč med koncem prostega treninga in na primer začetkom kvalifikacij morata preteči 2 uri. Najmanj, da se razumemo. In seveda videli smo tisto, kar si mi navdušenci ne želimo videti. Namreč prosti treningi so dober vir informacij, tako da lažje razumemo, kaj bomo lahko pričakovali na kvalifikacijah in seveda potem kasneje tudi na dirki. A vseeno, kljub vsemu v tem prispevku bo kar nekaj podatkov, katerim mislim, da boste lahko tudi uporabili. Najprej bi se rad ustavil pri tisti novici, da je Sebastian Vettel kupil delež v Aston Martinu. Mnogi so začeli z zgodbo, kako bo sedaj postal po koncu kariere tudi eden izmed vodilnih v ekipi Formule 1. Ko sem bral malce bolj avtoritativne vire, sem nekako razbral, da naj bi kupil delnice v proizvajalcu avtomobilov Aston Martin. Podobno kot Toto Wolff. Tisto podjetje z ekipo Formule 1, kar se tiče delnic, nima velike zveze, zato moramo biti precej pozorni, kaj je v resnici kupil Sebastian Vettel. Če je sploh kupil, da ni to le del plače, ki jo dobi izplačano na tak način. Ne vem, videli bomo v prihodnosti, a taka minorna novica je dobila ogromno pozornosti. Sedaj se bomo pa spustili na tisto tehnično področje, katero je v tem prispevku pred kvalifikacijami tudi glavno. Najprej si bomo ogledali komponente pogonskega sklopa, koliko so jih porabili do sedaj in po mojih virih niso vgradili niti ene nove komponente za proste treninge. Videli bomo jutri pred tretjim prostim treningom, seveda, če bo, kaj bo temu sledilo. Ampak imate neko osnovo, katera nam kaže situacije po koncu velike nagrade Rusije. Tisto, kar se meni osebno zdi bolj zanimivo, je sprememba v navodilih, ki jih je napisal Michael Masi. Če se spomnite velike nagrade Rusije in tiste kazni, ki je bila izrečena Lewisu Hamiltonu, ter moje odkrite kritike navodilom, ki jih je dal Michael Masi, se je zgodilo tisto, kar smo pričakovali. Prišla so navodila, ki so bistveno bolj natančna. Namreč na ekranu ste videli tisto staro varianto in sedaj boste videli tisto novejšo, ki je malce bolj obširna in malce bolj natančno definira, kje lahko nekdo štarta oziroma poizkusi štart.
Seveda, bilo je potrebno, da se je zgodilo vse tisto na veliki nagradi Rusije s posledično dvojno kaznijo Lewisa Hamiltona, da je nekdo sploh zapazil, da v navodilih je bilo nekaj nejasnega. A pustimo sedaj to in pojdimo k tehničnim zanimivostim in novostim, ki smo jih videli tu v veliki nagradi Eiffla. Najprej bi vašo pozornost rad usmeril v to fotografijo. Na njej vidimo spodnji del prednjega aerodinamičnega stabilizatorja Red Bulla RB16. Seveda ne gre za nobeno novost, a izjemno poredko vidimo ta del bolida iz te spodnje perspektive. Seveda, izjemno zanimiv pogled, še posebej, če pogledamo tisti končnik, tisto bočno ploščo, kjer vidimo tisto vdolbino notri in čeprav priznam, ne vem, čemu služi, je zanimivo, da je taka aerodinamična sofistikacija tudi na dnu, na delu, ki ga mi navdušenci sploh ne vidimo. Seveda, treba je priznati, da tu na tej veliki nagradi so pri McLarenu prinesli za oba voznika dva različna seta prednjega nosnega konusa, seveda s prednjim profilom. Tako bomo lahko videli na dirki, kaj se bosta zbrala tako Lando Norris kot Carlos Sainz mlajši. Kar smo videli na prejšnjih dirkah, je bilo izjemno riskantno, kajti imeli so samo en sam kos in ukolikor bi se ta zlomil, naprimer med kvalifikacijami, bi moral voznik, v tem primeru Lando Norris, začeti dirko iz pit lane. Kar se tiče nosnih konusov, je treba poudariti tudi to fotografijo nosnega konusa tovarniške ekipe Renault bolida RS20, kjer zopet ne vidimo nobene novitete, temveč ga vidimo iz posebno zanimivega kota. Vidimo, kako izgleda tista plošča, tisti cape, tisto ogrinjalo, o katerem smo že govorili v preteklosti v članku, kateri je nekako razglabljal o vrtincu Y250 ter, bom rekel, obliki nosnega konusa. Vseeno vidimo ga z lepega zornega kota, da si lepše predstavljamo, kako to izgleda v živo. Na koncu se bomo še za trenutek ustavili na zadku Ferrarija SF1000, kjer lahko vidimo difuzor in vse tiste generatorje vrtincev, katere so se inženirji zamislili za ta bolid. Mnogokrat v preteklosti sem nekako poudaril, da smatram, da ima SF1000 ogromno zračnega upora, bistveno več od tistega, kar smo videli pri njegovem predhodniku. In tudi ta podrobnost nam lahko pokaže, da je v tej moji izjavi nekaj osnove in nekaj resnice. Namreč gre za izjemno kompleksen element, kateri res pomaga zatisniti difuzor, ampak tudi generira ogromno upora. Seveda, sedaj si bomo pogledali tudi tiste novosti, katere so prisotne na bolidih tu na veliki nagradi Eiffla. In zopet pri Ferrariju je treba omeniti manjše spremembe na tistih bočnih usmernikih na bolidu. Namreč na začetku so malce popravili tiste generatorje vrtincev tam okrog strukture imenovane bumerang in tudi takoj z njimi tista dva izrastka v obliki črke L sta se bistveno povečala od tistega, kar smo videli na drugih progah. A gre za malenkosti, kot smo navajeni na Ferrariju na zadnjih dirkah. Skoraj na vsaki veliki nagradi vidimo kakšno manjšo novost, a nič kaj takega, kar bi bilo drastično. In seveda, tu bi rad vašo pozornost usmeril na neko novost, katera pa je zanimiva bolj iz našega zornega kota, kota navdušencev. Pogledali si bomo volan pri Alfa Romeo Racing, kjer je opaziti kar nekaj novih stikal in to na mestih, katera niso običajna. Vidimo tista vrtljiva stikala, kateri vozniki med vožnjo potiskajo navzgor in navzdol oziroma levo in desno, tako kot so usmerjena, a vidimo, da so stikala dali tudi na zadnjo stran, tam, kjer imajo vozniki prste praktično nad tiste vzvode, s katerimi prestavljajo navzgor ali navzdol. Noviteta, ki sama po sebi ne prinese nekega tehničnega napredka, a je zanimivo slediti tudi temu, kako se volani pri bolidih Formule 1 razvijajo naprej.
Tisti, ki so pokazali največ, vsaj tisto, kar je bilo vidno na, tem dogajanju, katero je bilo zelo omejeno, so bili pri tovarniški ekipi Renault. Videli smo nova Pestana RS20, kjer so pri Renaultu praktično naredili velik korak naprej. Nekako so povzeli tisto, kar smo videli pri tovarniški ekipi Mercedes. Vkolikor si pogledamo ta Pesta, bomo videli, da imajo na sredi luknje in to pomeni samo to, da zračni tok, katerega ulovi tista hladilna reža, ne gre na zavore, ne služi temu, da hladi zavorne diske in zavorne ploščice, temveč gre skozi Pesto in ustvari vrtinec. Ta vrtinec gre nato potem izven platišča ter tako umiri zračni tok in zmanjša tisto turbulenco, ki jo ustvari prednji aerodinamični profil. Seveda, iz teh fotografij se lahko samo predstavljamo, kako poteka zračni tok. Vem, so tisto, kar so, videti je bilo izjemno malo, a mislim, da si lahko vsakdo izmed vas predstavlja, kako zadeva poteka. Toliko, kar se tiče tehničnih sprememb za to dirko, kjer nismo videli nobene aktivnosti na prostih treningih. A vseeno lahko, kako rečem, tudi o pričakovanem razmerju moči. Sam si nekako predstavljam, da so lahko pri vsaki ekipi nekako vrnili, čeprav neuporabljene, tiste pneumatike soft po večini. Seveda o tem bomo razglabljali, ko bo čas za to, predvsem v zadnjem briefingu. A vseeno, moramo biti pozorni predvsem na kvalifikacijah, kakšna bo forma tovarniške ekipe Renault. V tistem uvodnem prispevku sem povedal, da karakteristike proge so za nas, navdušence, nekako osnovno podobne tistim, ki smo jih videli v Španiji. In v Španiji sta bila oba bolida tovarniške ekipe Renault za Ferrarija. McLaren je bil dokaj konkurenčen, Racing Point je bil soliden, seveda Red Bull in Mercedes sta bila tam spredaj. A treba je biti pozorni na kvalifikacijah, kako se bo uvrstil Ferrari, ali bo pred 10. mestom, ali bo bistveno za 10. mestom, kakšna bo forma tovarniške ekipe Renault in seveda tudi Alfa Tauri ne smemo kar tako odpisati. Seveda, brez prostega treninga je težko reči karkoli. A vkolikor pri tovarniški ekipi Renault, kjer so prinesli, kot ste videli, novitete in bodo te delovale, bomo lahko videli, da bo še en konkurent bil bistveno hitrejši od Ferrarija, kar je izjemno krizen znak in vidimo dva različna pristopa. Pri Ferrariju nadaljujejo s tistimi malenkostmi, katere pa ne spremenijo praktično konkurenčnosti bolida. Pri tovarniški ekipi Renault smo videli kar konkreten napredek, tako na progi, kot tudi z raznimi deli, katere smo analizirali v zadnjih dirkah. Zato bo na teh kvalifikacijah zanimivo spremljati tudi to. Za ta malce čuden prispevek pred kvalifikacijami je to vse. Vidimo se jutri na Facebooku 14:45 za komentar kvalifikacij v živo, vkolikor bo vreme ugodno seveda, o tem ne rečem nič. Drugače pa bo sledil tisti zadnji briefing, kjer bomo zanalizirali vse podatke, katere bomo imeli na voljo. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.